Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji Kroniki tedna. Na trgu na Gorici v Kranjski Gori je bila proslava ob 70-letnici osvoboditve. Hidroelektrarna Završnica je stara 100 let. Dekleta in žene iz Kulturno-prosvetnega društva Podkoren so razstavljala svoja ročna dela. Na občini Kranjska Gora se je v torek odvila predstavitev določenih strategij za razvoj panog v destinaciji s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. V petek je bila na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori prireditev ob 70. obletnici osvoboditve. Drage občanke in občani, spoštovani gostje in nastopajoči. Veliko čast in zadovoljstvo mi je, da vas lahko v imenu občine Kranjska Gora in seveda v mojem imenu pozdravim na današnji osrednji občinski slovesnosti ob 70. obletnici konca druge svetovne vojne ter zmage nad fašizmom. Minilo je 70 let, odkar so se v trpljenju in boju rodile vrednote, na katerih je zgrajena naša neodvisna država Slovenija. V Ljubljano so ta čas vkorakale partizanske enote 7. korpusa in to je pomenilo konec druge svetovne vojne tudi za Slovence. V našo deželo se je po dolgih 4 letih vrnil optimizem in veselje, ki mu je bil enak samo še tisti po osamosvojitvi leta 1991. Takrat smo dobili svojo državo in uresničili svoje stoletne sanje nas in seveda tudi naših prednikov. In ravno v današnjih dneh, ko smo priča tempu, ki ga narekuje kapital, ko se zmanjšujejo pravice delavcev, je zelo pomembno, da ohranimo vrednote naših prednikov. Tiste vrednote, ki so nam zagotovile svobodo, mir in svojo neodvisno državo Slovenijo. Tiste vrednote, s katerimi se najprej srečamo doma in v šolah, ter jih v življenju krepimo in izražamo skozi delo v društvih, v delu za skupno dobro in lepšo skupno prihodnost. V kulturnem programu so nastopili domači ustvarjalci. Takrat, ko je prvič ročice razprl, takrat se radosti plašno strepetala. Samo da ne bi umrl. Takrat, ko na prsih je tvojih še spal. Prav tako v petek je bila v strojnici tehniškega spomenika Hidroelektrarne Završnica slovesnost ob 100-letnici prve javne hidroelektrarne v Sloveniji, Hidroelektrarne Završnica, in ob 50-letnici delovanja družbe Savske elektrarne d.o.o. Slavnostni govornik je bil dr. Petar Gašperšič, minister za infrastrukturo. Zbrane sta pozdravila tudi Anton Koselj, vodja Hidroelektrarne Moste, in pa Drago Polak, direktor SEL d.o.o. Pri gradnji hidroelektrarn imamo znanje, dobre izkušnje in smo konkurenčni. Je na slovesnosti počastitev 2 obletnic, 100-letnice Hidroelektrarne Završnica, prve javne hidroelektrarne na Slovenskem, in 50-letnici družbe Savske elektrarne Ljubljana, med drugim dejal minister za infrastrukturo dr. Petar Gašperšič, in na primeru načrtovane sklenjene verige hidroelektrarn na Savi z izgradnjo manjkajočih na srednji Savi izpostavil problematiko umeščanja
gradnja novih objektov na območjih Natura 2000. Dejstvo je, da je neko območje zaščiteno, še ne pomeni, da se tam ne more umestiti hidroelektrarna. Je pa to zagotovo zahtevnejše in dražje. Pri rabi vode za energetske namene na območjih Nature 2000 trčita skupaj dva okoljska cilja. To je varovanje narave oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti ter raba obnovljivih virov oziroma blaženje podnebnih sprememb. Pretehtati je treba cilje z vidika vseh stebrov trajnostnega razvoja, upoštevati okoljskega in gospodarskega ter dati investitorjem jasno sporočilo, kako v največji možni meri uresničiti oba cilja. Tudi direktor Savskih elektrarn Ljubljana, Drago Polak, izteka se mu 3. mandat, je dejal, da je strateški cilj družbe zagotoviti optimalno izrabo hidroenergetskega potenciala reke Save s pritoki in s kakovostnim načrtovanjem, izgradnjo, vzdrževanjem in enotnim vodenjem obratovanja zagotoviti, da bodo objekti varni, da bo veriga hidroelektrarn na Savi optimalno delovala in bodo izpolnjene vse okoljske obveze. Seveda pa je ključ uspeha bil in bo tudi v prihodnje v ljudeh, zaposlenih in njihovi kreativnosti. Znanjem, profesionalnim pristopom in strukturalno energijo zaposlenih želimo nadaljevati z uresničevanjem strategij in zavez države glede izkoriščanja obnovljivih virov energije, zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in učinkovite rabe energije. Hidroenergijo, ta trenutno pokriva slabo tretjino domačih potreb, je označil za najpomembnejši domači vir obnovljive energije, s katerim na ekonomsko najugodnejši način zagotavljamo potrebno stopnjo energetske neodvisnosti in dolgoročno zanesljivost v oskrbi potrošnikov. Za izgradnjo hidroelektrarn se rešuje pomembna narodno-gospodarska vprašanja, kot so protipoplavna zaščita, oskrba s pitno vodo, namakanje kmetijskih površin, regulacijo vodotokov in pa izrabo vodnih površin za rekreacijo in turizem. Kontinuirana gradnja hidroelektrarn pa je pomembna za slovensko gospodarstvo, saj več kot 90% investicij izvedemo z lastnim kadrom, od projektiranja, izvedbe gradbenih del ter dobave in montaže elektrostrojne, hidromehanske opreme, kar je v času sedanje gospodarske krize pomembno, da te panoge preživijo in s pozitivnimi referencami konkurirajo na tujih trgih. 107 zaposlenih v Savskih elektrarnah Ljubljana upravlja 4 velikimi hidroelektrarnami, hidroelektrarno Moste, Mavčiče, Medvode in Vrhovo, s 5 malimi hidroelektrarnami, 5 sončnimi elektrarnami in s poslovnimi deleži v hidroelektrarnah na Srednji in Spodnji Savi ter podjetju HSE Invest. Morebitno misel, da je bilo pred 100 leti lažje graditi tovrstne objekte, je z orisom porodnih težav pri gradnji hidroelektrarne Završnica ovrgel vodja hidroelektrarne Moste Anton Kosel. Nekdo bi rekel, ja, saj v tistih časih je bilo enostavno graditi, saj ni bilo nobenih problemov, ni bilo take zakonodaje, ni bilo težav s pridobivanjem koncesije, pa ni bilo tako. Mogoče v nekaterih delih še malo hujše kot danes. Za tisti čas so bile značilne tudi te politične zdrahe med posameznimi strankami v deželnem zboru in časniki so bili polni novic iz takratnega časa, kako so si eden drugemu nastavljali zanke, v katere naj bi se pač nasprotniki ujeli. Da bi 25. februar, ko je leta 1915 iz hidroelektrarne Završnica stekla električna energija, ali 25. avgust, ko so istega leta zagnali še drugi agregat, morali praznovati dan slovenskega elektroenergetskega sistema, meni tudi dr. Drago Papler, ki je prav za to priložnost dokončal zbornik 100 let kranjske deželne elektrarne Završnica. To je bil začetek splošne elektrifikacije Slovenije. Iz hidroelektrarne Završnice se je širila elektrifikacija proti Jesenicam, proti Bledu, proti Brezjam in kasneje čez nekaj let tudi do Kranja, kjer je bilo pri Polici razredna transformatorska postaja 110 na 20 kV, ki je bila povezana z podobno razredno transformatorsko postajo v Črnučah in je povezovala elektroenergetski sistem iz termoelektrarne Velenje do Kočevja, do Litije, do Notranjske in se je leta 1938 povezala tudi s trboveljsko premokopno družbo in pa elektrarno Sava.
Tako je nastala osnovna hrbtenica elektroenergetskega sistema. Do leta 1945 je hidroelektrarno Završnica upravljala družba Kranjske deželne elektrarne, nato Državne elektrarne Slovenije, od leta 1965 dalje pa neprekinjeno že 50 let Savske elektrarne Ljubljana. Leta 1978 jo je nadomestil nov agregat, ki je bil kot četrti postavljen v strojnico hidroelektrarne Moste, s katero sta od leta 1952 sestavljali enoten energetski sistem. Tako sta iz menjaje proizvajali dragoceno akumulacijsko vršno energijo vse do 14. januarja 2005, ko je hidroelektrarna Završnica v omrežje oddala zadnje kilovate. Po zaustavitvi so objekt in naprave pod strokovnim vodstvom skrbno obnovili in kot svojevrstni spomenik tehniške kulture odprli za javnost. Simbioza s krajem je bila že sicer zagotovljena. Kot prvič veliko ljudi zaposlenih iz občine v tej hidroelektrarni, kot drugič se razteza kar na precejšnjem prostoru. No in jaz moram reči, da smo največjo simbiozo, največje sodelovanje našli prav v rekreacijskem parku Završnica, kjer je umetno jezero, ki napaja tudi to hidroelektrarno. No in skupaj zaradi posluha savskih elektrarn in občine mislim, da smo ustvarjali eno tako prijetno, bom rekel, športno okolje, kjer ljudje, poleg tega, da uživajo, lahko tudi seveda spoznavajo to kulturno dediščino. No, po drugi strani pa smo seveda staro strojnico hidroelektrarne Moste, ki že nekaj časa ne deluje, uspešno vključili v pot kulturne dediščine. Hkrati z zaprtjem hidroelektrarne Završnica pa so v Savskih elektrarnah ponovno opozorili na potrebno doinštalacijo hidroelektrarne Moste in izgradnjo novega izravnalnega bazena, ob tem pa naleteli na nasprotovanje civilne iniciative. Leta 1996 smo začeli projekt sanacije in doinstalacije hidroelektrarne Moste, pa žal takrat zaradi okoljevarstvenih interesov, pa mogoče tudi političnih, časi se ponavljajo, te proizvodnje nismo uspeli preseliti na novo lokacijo. Mi smo pred nekaj leti obnovili hidroelektrarno Moste, vso elektrostrojno opremo, seveda pa problemov nismo odpravili. Gradbeni objekt je še vedno razpokan, kljub sanaciji, še vedno nanj vpliva plaz nad samo strojnico, zato je v naših glavah še kar prisotna misel, da bi to elektrarno preselili na drugo lokacijo, seveda v konsenzu z naravovarstveniki, z lokalnimi skupnostmi in vsem ostalimi, ki se zadržujejo ob vodi. Župan občine Žirovnica bi tovrstni projekt z veseljem podprl, kot pravi, tudi če bi bil župan kakšne od sosednjih občin. Polna usta so nas ponavadi ekologije, zelene energije in podobnih reči. No in ko pride do takšnega projekta, ki bi zagotavljal najbolj čisto energijo, se najdejo posamezniki, ki jim uspe zmanipulirati javnost in svoje ozke interese postavijo pred javni interes. Jaz še danes laično trdim, da polovico tistega rastlinja in živalstva, ki naj bi bilo v naši Piškovci, ne obstaja. Ravno tako sem prepričan, da ne bi bilo nič več megle in slabega vremena kot prej, tudi če bi se zgodila doinštalacija, če bi se zgodil nov jezerček, sem prepričan, da tega ne bi bilo. Zamudili smo pa odlično priložnost, da bi Savske elektrarne lahko investirale v komunalno infrastrukturo ne samo lokalne skupnosti Žirovnica, ampak tudi sosednjih lokalnih skupnosti. Zamudili smo en odlično priložnost, da bi imeli nek naraven rezervat, kjer bi lahko razvijali turizem, kjer bi razvijali ponudbo in kjer bi na vse zadnje, vse te naravne habitate lahko postavili na ogled in jih varovali. Tako da jaz samo upam in želim, da je ta ideja kot neka speča princeska, ki se bo ob ta pravem princu, ki jo bo poljubil, zbudila. In če bo imel župan, sem prepričan, da bom storil vse, da bo lokalna skupnost Žirovnica ta projekt tudi podprla. Kulturno-prosvetno društvo Podkoren, krožek ročnih del, je pripravil tradicionalno razstavo ročnih del. V četrtek so razstavo odprli s kratkim kulturnim programom. Letos mineva 30 let, odkar se je ustanovil krožek ročnih del v Podkorenu.
Ta prvi je bil pri Ančniku, pri Medja Jožici, potem smo se preselili na gasilski dom, vodja je bila Jožica, potem je bila Prašnikarjeva Marica, zdaj sta pa umetniški in tehnični vodja Sonja pa Ivica. Dajmo ploskati. Naše pridne roke, jih je pa tukaj polhan, ste pa videli, kaj so vse naredile. Tukaj imamo pa zdaj dva mlada glasbenika, Majo pa Lara, ki nam bo ta prvo zaigrala, ta prvo eno pesemco. Vsaka eno, ne? Razstava je bila na ogled vse do danes v prostorih gasilskega doma Podkoren. V torek je bila v prostorih občine Kranjska Gora predstavitev določenih strategij za razvoj panog v destinaciji s pomočjo sodobne informacijske tehnologije. Strani Microsoft Slovenija so predstavili njihov CRM oziroma Customer Relationship Management sistem Dynamics. Na videokonferenci se je zbranju pridružil Microsoftov partner, podjetje Atos, ki je njihov CRM sistem implementiral v občino Dunaj. Predstavljena je bila strategija za marketing na področje turizma s pomočjo Microsoftovega CRM sistema Dynamics. Primere dobre prakse uporabe cloud sistemov za upravljanje in trženje manjših namestitvenih objektov pa je predstavilo podjetje Base7 Booking. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v drugem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. V Kranjski Gori bo v soboto v dvorani Vitranc borilni spektakel ali tako imenovani Gala Fight Night. Glavna borba večera bo borba, v kateri se bosta spopadla domačin Denis Čorčip in pa Bahrudin Mahmič iz Bosne in Hercegovine. Profesionalne borbe bodo na sporedu po 20. uri, med 9. in 18. uro pa bodo na sporedu amaterske borbe na prvem VKF Europa Cupu za mlajše kategorije. Nemški organizatorji Racement GmbH so zaupali organizacijo Evropskega IXS kolesarskega prvenstva v spustu z gorskimi kolesi Kranjski Gori. Prvenstvo se bo v kolesarskem parku Kranjska Gora odvijalo od petka do nedelje. Medobčinsko društvo invalidov Jesenice obvešča člane, da že sprejema prijave za enodnevni kopalni izlet v bioterme Mala Nedelja, ki bo v sredo 20. maja 2015. Prijave sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur, in sicer v torek od 10. do 11. ure in od 16. do 18. ure do zasedbe avtobusa. Vse ostale informacije dobite na društvu. V četrtek bo na sporedu 6. redna seja občinskega sveta občine Bohinj. Dnevni red seje obsega 11 točk. Prenos si lahko ogledate v živo na naši televiziji. Prav tako v četrtek pa bodo na 6. redni seji zasedali še jeseniške svetnice in svetniki. Gornjesavski muzej Jesenice vabi na otvoritev razstave Pojmo na Božjo pot, poslikave kot romarski kažipoti, ki bo v petek ob 18. v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori. Razstava bo na ogled vse do 12. julija. Društvo upokojencev Jesenice vabi jutri, torej v ponedeljek, v prostore doma pod gozdom 13,
na družabno srečanje in proslavo dneva zmage nad fašizmom in dneva Evrope. Voditeljica Rina Klinar bo gostila sestri Franco Talar in Majdo Mencinger. Odbor za planinske pohode pri DMIT Jesenice vas vabi v soboto 16. maja na 144. pohod slovenskih jeklarjev na vrhove, ki obdajajo Soriško planino. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusne postaje na Hrušici, z ustavljanjem na postajah do Radovljice, Lesc, Bleda, Bohinjske Bistrice, Petrovo Brdo, kjer je ob 9. uri zbor pri planinskem domu. Prijave sprejemajo do četrtka 14. maja oziroma do zasedenosti avtobusa na elektronski naslov dmit.društvo@gmail.com ali pa preko mobilnega telefona 041 600 281. Tako, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, za nami je še ena kronika tedna. Lep in miren majski teden vam želimo in nasvidenje prihodnjič.